današnji seji Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb smo obravnavali eno samo točko dnevnega reda. To je vprašanje varnosti v Sloveniji po očitnih pojavih levega ekstremizma, ki je pripravljen poseči po nasilju. Razlog za današnjo sejo je najboljš pokazati kar vizuelno. To je bila stran zagovornikov migrantov. Tukaj vidimo ne samo neko skupino ljudi ali pa množico, to bi bilo popolnoma legitimno, ampak ljudi, ki so očitno organizirani. Organizirani z ustrezno opremo, organizirani z ustrezno postavitvijo in ta postavitev zagotovo ni plod nekega naključja, ampak očitno nekega šolanja. Zato je to nekaj, kar bi nas moralo zelo skrbeti. Na drugi strani je po drugi strani, to je tudi na nek način zelo zanimiva primerjava, so starejše gospe, pesniki, pisatelji, skratka ena čisto običajna množica. Tisto, kar smo danes lahko ugotovili, je, da je prišlo dejansko do soočenja dveh skupin, da je policija posredovala, da je posredovala uspešno, ni bilo nobenega potem pojava dejanskega nasilja. Zapletlo se je pa zelo, ko smo začeli govoriti o tem, kaj pravzaprav tako organiziranje pomeni. Tole enostransko organiziranje je pravzaprav že na vizuelni ravni, če hočete, odpravilo za vse večne čase in mit, ki je bil izjemno trdovraten v Sloveniji. Mit, po katerem ne bi bila, desnica agresivna, pa ne vem kaj še vse, levica pa miroljubna, prijazna, sladka in dobra in ne vem kaj še vse. Tukaj vidimo ravno obratno sliko. Levica je organizirana, pripravljena za en dober pretep, medtem ko desnica pa bere pesmi, pa drži v rokah majhne zastavice. V glavnem, stvar, tako kot je zdaj v Sloveniji, je na točki, kjer bi se morali vprašati, kje je meja. To velja za vse, brez izjeme. Sam sem že pred prvim tovrstnimi srečanji, to je bilo srečanje pred Baumaxom, objavil na internetu poziv, naj se vsi vzdržijo vsakega nasilja, naj se vzdržijo vsakega nošenja ali glorificiranja totalitarnih simbolov in predvsem pa naj se vsi vzdržijo kakršnekoli oblike nasilja, verbalnega, kaj šele dejanskega. Če bi vsi tako ravnali, potem se to, kar se je zgodilo, zagotovo ne bi moglo zgoditi. Ampak očitno mir v Sloveniji zagovarja samo ena stran, druga stran se pa pripravlja na vojno. In to je zelo slabo. Takole organiziranje in šolanje seveda postavlja vprašanje, kam to vodi. In mislim, da je odgovornost vseh, tudi tistih, ki so stali za temi, in si dobro veste, kdo so stali za temi, da se v bodoče nikoli več ne bi kaj takega niti poskušalo oblikovati, organizirati, opremljati, kajti to lahko pripelje do razmer, ko bo v Sloveniji prišlo do prvih fizičnih konfliktov in najbrž iskreno upam, da si tega nihče ne želi. Odgovornost tukaj je na strani vseh. Vprašali smo tudi službe, ali so sledile levim ekstremistom. Vemo, da so se z desnimi ukvarjale več let, na koncu ugotovile, da ni nič takega, kar bi kakorkoli pomenilo kršitev zakona. Ampak dejstvo je, da se očitno z levim ekstremizmom do zdaj sistematično ni ukvarjalo, da se je izhajalo iz tiste predpostavke, ki se je tukaj pokazala kot povsem napačna, po kateri naj bi bila levica vedno dobra, prijazna, ljubeča, nežna. Dejansko stanje pa popolnoma nasprotno. In že samo to je pomemben premik. Tisto, kar pa nas zavezuje tole vse, pa je, da storimo vse, da se ekstremi v tej družbi čim bolj omejijo in da se seveda ljudem omogoči po eni strani popolna svoboda govora, popolna svoboda zborovanj, to so ustavne pravice, popolna svoboda izražanja mnenj, po drugi strani pa, da se zmeraj potegne črto tam, kjer črta mora biti. To pa je nasilje, pripravljenost na nasilje, pozivanje k nasilju.
Ste sprejeli kakšen posebni sklep? Ja, danes zaradi informacije, da se je seja Državnega zbora že začela in pa da ne bi proces zahteval, da smo tam prisotni, smo morali sejo prekiniti. Sejo bomo nadaljevali v četrtek, ko bomo na osnovi tega, kar se je dogajalo danes, oblikovali ustrezne sklepe in upam, da jih s čim bolj soglasno tudi sprejeli. Vsekakor še enkrat opozarjam, če enkrat pridemo do te točke, ko je ena stran očitno pripravljena na poseže po nasilju, takrat je to točka, ko bi morali storiti vse, da se v družbi vsi organizirajo in se institucije opravijo svoje delo, da do te točke in preko nje nikdar več ne pride. So vam to strokovnjaki povedali ali imate to iz lastnih izkušenj, veste, da se tako šola za demonstracije? Če ste kdaj vprašali policiste, kako se postavi, potem vam bo vsak policist razložil, kako se oblikujejo kordoni za, kot se temu reče, obvladovanje množice. To se je tako, da se ljudi med sabo poveže. V danem primeru s temi kolci, ki so pač maskirani kot ene majhne zastavice, prijeti so prečno, v nekaterih slikah, pač ta je tista, ki najbolj kroži po internetu, sem tudi jaz uporabil, v nekaterih so lepši vid, ko so se preprijeli, tako da mu potem po 3-krati v roki in s tem se sila tako razdeli na več ljudi. In to seveda ni naključna postavitev. Tisti, ki se tako postavijo, ki se opremijo, ki se zamaskirajo, zagotovo točno vedo, kaj delajo. To se pravi, morajo biti šolani, morajo biti opremljeni in morajo se zavedati, kaj s svojim ravnanjem počnejo. Zaradi tega je to, kar sem povedal, več kot upravičeno. In mimogrede, dovolite mi še eno zelo jasno sporočilo te slike. Jaz upam, da je jasno vsem. Če bi bili ti ljudje na tej sliki res na humanitarni, človekoljubni misiji, se nikomu od njih ne bi bilo treba maskirati.